Mi tudi postavljamo vprašanje. Seveda. Pa mi jaz to eno vprašanje dalje. Grafenauer je restrinjeno izvanje arhivov v markah. Je to bilo namerno omejito samo na marke? Zakaj ste to napravili na arhivov v markah? Čas je omejen. On je šel v Fano in v Fano je 10-krat toliko gradiva, kot je v Piranu naprimer. In potem je šel v Senegalija, šel je v Pezaro, druge arhive se je mimo glede pogledu, ni pa preprosto bilo. Tukaj ne vem, kje je dobil sredstva, to sem se sama sprašvala, da je zdaj lahko bovanja gledala. To so dobili preko te ena raziskovalna skupnost, ali kaj ven je sofinansirala brez problema, profesor Gestrin je šel tja, je povedal, kaj se ja, ampak seveda, veš, kako je on bil? On je dobil po 14 dni in on je delal po 19 ur. On se je zaklenil, on je imel tako veliko zaupanje arhivarjev ali arhivistov, da so mu dovolili, da je delal preko vseh rednih ur delovnih in je bil zaklenjen noter in je delal. Že soboto in nedeljo. No in mi smo bili pa eni redkih študentov, ki nas je profesor Gestrin leta 70 pelil v marke in smo si ogledali ta njegov teren na licu mesta. To je bilo krasno, ki je delal. Ta odnos do teh, ki so delali v arhivih, do raziskovalcev, to zaupanje, to je bilo splošno. Recimo meni je dejal Pahor za domov, za hotel, mi je dal notarsko knjigo, da sem jo nesla domov in bo jutro nesla nazaj. Nenavadno stvari, nisem se zaklepala, no. Prosim, še kako vprašanje? Prosim, Žiga. Zdaj se nekaj smo razmišljali o vplivu aktualnih ideoloških konceptov drobno na zgodovnike. Zanima vprašanje za Aleksandra Panjika, glede razlage besedne zveze Arne Lojte v Beli. Namreč Grafenauer v strukturi in tehniki zgodovinske vede poudarja, da je to običajno izraz, ki se nanaša na podložnike nasploh. In vendar je vprašanje, če se ta izraz res običajno nanaša na podložnike nasploh, ali se nanaša mogoče na revnejšimi podložniki, kako bi običajno ta izraz različni? Kakšen zaključki? Jaz bom včasih zadrigo ali ne prevedem kot revnejšimi podložniki ali podložniki nasploh. Tega zadnjega nisem slišal, se povečujem. Kako najdete vi? Ja, samo da glede Arne Lojte se glede na to Grafenauerjevo metodološko opozorilo v strukturi in tehniki zgodovinske vede, to včasih vprašam ne prevede kot podložniki ali kot revnejši. Ker on posebej poudarja, da so to podložniki nasploh. Ja, kako lahko jaz odgovorim, moje mnenje, znanje in izkušnje so take, ko so lahko zmotne, vse tri, in njihova vsota tudi, da gre za, v precejšnji meri za retorično formulo. Karkoli bomo brali, katerokoli pritožbo, če je podeželska, če je mestna, če je od kmeta, če je od bogatega trgovca, v trenutku, ko bo želel predstaviti svojo situacijo in podkrepiti svojo prošnjo, bo prikazal svoje stanje kot bogo in revno. Tako da se najdejo v pritožbah tudi bogati beneški trgovci so v bistvu pred tem, da stegnejo krahne, če povem po primorsko. Tako da v tem primeru, po mojem, gre za prav gotovo nižje plasti prebivalstva. Zdaj ne vem tačno v tem primeru, iz katerega konteksta je to vzeto. Druga stvar je pa po mojem vprašanju o tem, kaj pomeni uboga zmajna. Koji bi dobro da je to jasno, da izkluzike se da podariti. Ker tukaj so zdaj po tem komentarju članku odvajali. Da bo se te svi žiga, da ne komaj da. Živi na mikrofon. Imaš na posnetek.
Skratka, pri pritožbah je to dosti jasno, zelo funkcionira tako, kot je Aleksander razložil. Ampak tudi sicer se v virih dostikrat pojavlja in ni vidno tako jasno, sploh v povezavi s to Grafenovim opažanjem, če se to res nanaša na revnejše med podložniki ali na podložniki nasploh. Tukaj je bilo recimo v tem Pliberškem odvarju, ki sem ga poleti obravnaval, in je tam pisali, da pač arme Leute uporabljajo listje za gnojenje. In to vprašanje, ali so to res potem revnejši med podložniki ali so podložniki nasploh. To vam časnik zadrigov pripravljamo tak predel. Z kjerega leta pa je? A ta odvar, iz leta 1570. Jaz pa mislim, če prišli več v kakšne druge vere, da bi spet te arme Leute najdli tudi v kakšnih drugih kontekstih. Jaz ne verjamem, da se to ne nanaša samo na podložnike. Ampak vse, v glavnem se pa v kontekstu, ko se govori o podložnikih, se uporablja ta izraz. Arme Leute ali pa Untertanen, recimo, ampak Untertanen vzamejo takrat oblasti, so rekel, ko govorijo na neki uradni ravni, ko poimenujejo ta spodnji sloj, tako rečemo, v tej tridelni družbi. Ko govorijo pa o podložnikih, s katerimi pravzaprav komunicirajo ali pa imajo probleme, pa jih opredeljujejo kot arme Leute. Tako se je spomnim, da je bilo. Jaz bi tudi potrdil to interpretacijo, kako povežemo tudi z izrazom Boga Gmajna, ki je nekaj v prvi osebi izražena pripadnost temu nižjemu sloju, ker Boga Gmajna se veže na kmet. V stanovski družbi, točno tako. Ja, zdaj v tem konkretnem primeru tega vprašanja pa ne bi vedel, ne bi znal se predeliti. Prosim? Jaz bi samo nekaj eno dopolnilno k Petru. Peter, ti si omenil, da Bogo ni nekaj tiste zgodovine slovenskega naroda v celoti zapisal. In tukaj povezujemo oba zgodovina več med seboj. On je rekel, da ima težavo pri pisanju 3. in 4. zvezka zaradi tega, ker je Gestrin toliko novih stvari na področju gospodarske zgodovine naredil, da se ne čuti sigurnega. To je ena stvar, druga stvar pa glede njegovega neobiskovanja arhivov, da je nekaj let pred smrtjo je rekel, da mu je žal, da ni hodil več tudi on v arhive in delati na originalih. Samo čas je, ne, tega nisem imel, sem to preskrat dodatno še povem. Ampak, hočem reči, čas je za vsakega tudi bil omejen in izpopolnjen do konca. Ja, jaz nisem skaj vsi, da vem, da to ni naredil, da te izjave poznam, ampak on je imel takrat, kot celo koncept je bil 11 knjig. 9 knjig zgodovine slovenske, 8 knjig zgodovine, 1 knjiga biografije, 1 knjiga atlasov, 1 knjiga povzetnih v tujih jezikih. To je bil koncept, ki ga je tudi objavil in seveda se je bil preselali čepravi. V knjigo srednje ime vemo, da je napisal prvi, drugi zvezek, pa 5. zvezek. Kot je že povedal na začetku nekaj, da tudi tiste kako ogromno dela je naredil s filmografije, to je jasno, da je bilo na način časa. Še kakšno vprašanje, prosim? No, če so vprašanje izčrpane. 10 minut, hvala.